Jaz sem Marko Žerjal in vi gledate Bednik. Glede na to, da je to zadnja epizoda leta, se mi je zdelo primerno narediti en tak pregled leta v novicah. 2017 se je začelo tako, da se je v Portorožu zvil pomol. Zelo nevarno pa je bilo na portoroškem pomolu 1. januarja, ki se je pogreznil pod težo 400 ljudi. Ni čudno, če povabiš ljudi gor na točen dan, ko so vsi začeli z novoletnimi dietami. Kaj ste pričakovali? Tako da imeli tekmovanje v spretnostni vožnji na Martinovo. In ko smo že upali, da je to dovolj problemov za portoroške plaže, so ga spet zasrali. Tiste, ki te vroče poletne dni preživljajo v Portorožu, danes niso pričakale dobre novice. Zaradi fekalij so namreč zaprli eno od tamkajšnjih plaž, kopalcem pa prepovedali kopanje. In potem zakaj turistom slovenska obala ne diši toliko? No, da je kopališče zaprto, opozarjajo stožci, trakovi, tudi rdeče zastave. Mogli bi dati rjave zastave, če ne drugo, da ne bo Kordiš mislil, da se je začela revolucija. Za besedo leta je bil izglasovan begunec, ampak mislim, da bi mogli izglasovati Bitcoin, ker glede na to, koliko mu je cena zrasla, govorimo samo še o tem v zadnje čase sodelavci na kosilu. Kar je zanimivo, ker punca pa je rekla, da ona s sodelavkami večinoma govori o seksu na kosilu. Se ne preseneča, to je njihova valuta. Šport. Če govorimo o letu 2017, moramo omeniti Eurobasket. Zmagali smo! Mislim, ne mi osebno, ampak... Poleg tega je bila na Štajerskem Zlata lisica, kjer je bil velik škandal okoli tega, kaj se bo Tina Maze oblekla. Vem, družba vsiljuje ženskam, kaj se morajo obleči. Ko bojo feministke za to slišali, se bojo zbrale in... Kaj? Tudi zato jih boli kurac, ali kaj? Glede česa se pol sploh sekirajo? Glede zaimkov oseb z nebinarno spolno identifikacijo? Kaj? Mislim, kako sebično je bilo to Tine Maze. Sicer so za višje plače stavkali delavci, zaposleni na Sovi, učitelji, gasilci, ampak Tina Maze, kako si fucking drzneš? Na Zlati lisici je bil tudi Miro Cerar, kar ne preseneča, ker vsi vemo, kako radi imajo slovenski politiki snegec. Ampak to ni vse o Cerarju. Premier Cerar ima, kot vse kaže, težave s svojimi PR svetovalci. Kar dokazuje tudi norčevanje do nedavnega glavnega svetovalca za stike z javnostmi pri poslanski skupini SMC. Stari, zakaj nisi kaj rekel? Bi ti lahko jaz svetoval glede stikov z javnostjo? Prekini jih! Ven je tudi prišel nov trailer za sezono Usodnega vina, ki se bo zgleda dogajala na Nizozemskem. Ampak brez skrbi, samo ker se ta šov seli v tujino, še ne pomeni, da bo pri nas dolg čas. Kemij, ki je bil na Kemijskem inštitutu zaposlen 6 let, načrtoval napad na svojega nekdanjega sodelavca, prav tako doktorja kemije. Mogoče smo zgubili Usodno vino, se bo pa pri nas snemal nov Breaking Bad. Spremljajte nore dogodivščine Valterja Beline v seriji Po slabem. Leto 2017 za slovensko igralsko sceno ni bilo najboljše leto. Zaradi težav s srcem smo zgubili Jerneja Šugmana, ki ga je kap, in Gašperja Tiča, ki ga je ljubezen do psihično nestabilnih fantov. Oba sta imela eno tako srčno napako. Dobili smo pa novo divo, Denise Dame. Sem rekla, kupi mi Gucci. In mi je kupil Gucci. Punca je postala slavna po temu, da noben res ne ve, kaj je njena poanta, ampak je kar ne morejo nehati vrteti. Lahko bi rekli, da je fidget spinner slovenske estrade. Da se vrnemo k črni kroniki, Teran. Ne samo, da je črno vino, ki ga pijejo kroniki, zdaj so še Hrvati spizli brand Krašovcem. Prvo arbitraža, zdaj še vino, ali kaj? To bi mogla biti kaplja čez rob. Mislim, če gre tako dalje, nam bo ostala samo še Angelca Likovič in javni dolg. Še Hrvati niso tako glupi, da bi nam to vzeli. Nekaj je bilo tudi zgodb o pitju na delovnem mestu. Minister Klemenčič je bil obtožen, da je prišel pijan na sejo. Glede na to, da imam kar nekaj časa kot vlada, 1 uro, pa ne bom toliko časa govoril. Tanja Gobec, da je pijana povezovala Odmeve. O arbitraži seveda je bil govor, naš gost pa... In v policijski postaji Brežice so našli poln hladilnik piva. Pivo so namreč prodajali kar iz hladilnika na svoji policijski postaji. Lahko bi probali, tako kot imajo ena podjetja sproščeni petek, imeti v javnem sektorju trezni ponedeljek. Vem, da bi zato ene bila večja sprememba, ampak probat ni greh. Ko policija ni popivala, pa je skrbela za varnost Slovencev, s tem, ko je preganjala tujce. Najbolj odmeven je bil primer deportacije sirijskega državljana Marka Breclja. Predsedniške volitve smo imeli in ne morete verjeti, kako kvalitetna imena so bila v igri.
Boris Popovič, Angelca Likovič, Damjan Murko. Če jim daš še deklico in kužka zraven, izgledajo kot druščina iz Čarovnika iz Oza, samo da njim rabijo vse možganje. Pahorja so označili za predsednika najmanjšega skupnega imenovalca. Mislim, če bi ga zmerjali s kakšnim nematematičnim izrazom, bi mogoče celo štekal. Janšo so spet izvolili za predsednika SDS-a. Kot edini kandidat na kongresu stranke v Mariboru je bil 666 glasovi za in 5 proti izvoljen še 8. zapored. To mu je prineslo veliko podpore iz strani cerkve padlega vladarja, ki pozdravlja ponovno izvolitev temnega princa na čelo SDS-a in mu poleg volilne udeležbe ponuja še svoje nesmrtne duše in krvno daritev 7 devic. Zadeva Bavčar je imela več preobratov kot kakšna španska nadaljevanka. Prvo, da gre v zapor, pol da ne, ker ga je srce, pol igra malo košarke terapevtske. Če bi smrt prišla po njega, bi se verjetno izgovoril, da zdaj pa ne more, ker je na bolniški. Žal pa tako dobrih odvetnikov ni imela najstarejša Slovenka, ki je letos umrla. Samo kaj ni ta naziv malo kot če loviš šopek na poroki? Haha, ona je naslednja. Glasba. Letos smo plesali na Despacito, potem smo malo navličeni sedeli v avtu na Despacito, potem smo se mislili ubiti, ko že 14. v enem dnevu poslušamo kurčev Despacito. Pa policija je letos zaradi nevarnostnih kaznivih dejanj koncert Thompsona prepovedala in tekmo Maribor Olimpija posnela. Ker na teh tekmah je rad kdo malo pijan in objesten, ampak koncerti to so samo izgovori za nasilje. Sem rekel nasilje? Od letos ga lahko občinski redarji uporabljajo nad nami. Končno bo folk, ki je šel za varnostnika pred lokalom, da bi se lahko tepel, imel druge zaposlitvene priložnosti. Če vas bo čez 20 let zanimalo, kaj zdaj počnejo oni fanti, ki so objavili video na Facebooku, ko nekoga pretepejo do smrti, samo ne plačati parkirnine, pa boste videli. Po drugi strani naši vojski ne gre najbolje. Generalštab ocenjuje pripravljenost slovenske vojske v krizi ali v vojni za nezadostno. Ampak brez skrbi, vse v kratkem več ne bomo rabili, ker bo itak občinski redarji dobili tanke. Novosti so se zgodile tudi na področju telekomunikacij. In zdaj k temi, ki zadeva slehernega od nas. Čez slabi 2 uri začnejo veljati enotne cene mobilnih storitev po vsej Evropski uniji. Zdaj bojo tisti, ki nimajo denarja za napotovanja, subvencionirali tiste, ki ga imajo. A se ni to super? Vi ste lahko doma, brez gretja, ampak vaša denarnica je v Parizu. Iz zdravstva letos nismo poslušali najbolj vzpodbudnih novic. Pacient pa trpi zaradi kronične otekline in bolečine. In se tudi krepko načaka. Sedaj je povprečje za standardne posege približno 4 leta pa pol. Ampak ko eni pol računajo, koliko ljudi umre na leto, ker ne dobijo zdravniške oskrbe za njihovo bolezen, so te statistike po moje izkrivljene. Če pri takih čakalnih dobah kdo umre, sploh ni nujno, da je kdaj bil bolan. Protestirali so tudi Romi, ki so zahtevali pravice, kot so voda in elektrika na njihovih nelegalno zgrajenih hišah. Še malo pa bojo zahtevali, da še namesto njih zbiramo odpadno železo. Eni že vadijo. Julija letos so v Vurbergu in okolici vladale izredne razmere. Med igranjem lova na zaklad je 41-letni domačin z detektorjem kovin naletel na 227 kg težko letalsko bombo. Izkopal jo je in celo pripeljal 200 metrov stran na svoje dvorišče. In policija se je seveda vmešala vse skupaj, preden bi naravna selekcija lahko šla svojo pot. Janković je bil tudi kar precej po novicah, predvsem ko je bil obtožen, da je farmacevtko službo izsiljeval za seks. No, v tem primeru ni prišlo do zadovoljivega zaključka ne za njega v posteli, ne za njo na sodišču. Ne bi pa mogli tega reči za hlev v Stožicah. Veterinarska inšpekcija pa je izrekla kazen Ljubljančanu, ki je v Stožicah spolno zlorabil 3 kobile. Za vsako 800 evrov globe, skupaj 2400. Po moje, če ga ni spametovala nevarnost, da bo znan kot tip, ki fuka konjega, tudi kazen ne bo. Pa mislite, da se kobile res sekirajo? Po moje je to malo kot če ti pes od soseda naskoči nogo, veš? Vse malo je neprijetno, ampak nič zares ne čutiš, tako da pa naj se malo zabava. Oskrbnik je takrat opisal, kako nagnusno je bilo dejanje. Moj sosed ima konjička 2. Je postavil ručko tukaj, ne? Kobila je stala pred njem, on je bil pa slečen, ne, in... Hoj, ladrija, Na splošno je bilo letos dosti zgodb z živalmi. Najprej ta žrebec, pol podivjan srnjak, pa stavka na sovi. Predvsem pa so šli v promet medvedi. Dragi gledalci in gledalke, to je bilo vse od mene za letos. Upajmo, da bo 2018 malo manj bedno, čeprav spet ne premalo, vseeno hočem imeti o čem poročati.
Lepo se imejte in subskrbajte, samo če si res želite.